Dobar dan vsem. Vidimo zdaj, kako izračunati na pamet vrednosti logaritmov. Torej, kot prvo skušamo razumeti sploh, zakaj se gre. Vam hitro povem, da vrednost logaritma je en eksponent. To je zelo važno. Torej, logaritem z osnovo 2 od 8. Zakaj je 3? Ker 2 na tretjo je 8. Bolj nasplošno, logaritem z osnovo a od x velja y, torej ta y je vrednost eksponenta in to je ekvivalentno kot da bi rekli, da a na y je x. Torej, ta primer je lahek. Zdaj vidimo kaj drugega. Logaritem z osnovo 2 od ene osmine. In kaj bo to? Torej, nam mora priti na misel pravilo potenc. A na minus n je 1 ulomljeno a na n. In torej, tukaj v resnici bomo mogli samo dodati minus. Pomislimo en trenutek. Minus 3 namesto 3. Zakaj? Ker 2 na minus tretjo, kot imamo tukaj, je 1 ulomljeno 2 na tretjo. Torej, 1 osmina. Sedaj. Logaritem z osnovo 9 od 3. Če nekdo je nepozoren, bi rekel, da je 2, ampak ni prav. Ja, ker reče, da 3 na drugo je 9. Samo tukaj osnova je 9. Pazimo. Torej, 9. Kako bomo prišli do 3? Ja, eden bi pomislil, da imamo kvadratni koren. Ja, in kvadratni koren, ki je v bistvu drugi koren, pomeni, da damo 9 na kateri eksponent. To se morate spomniti, da je tako, je 9 na eno polovico. Ta 2 gre v imenovalec. Torej, tukaj je prav ena polovica. 9 na eno polovico je drugi koren od 9, kvadratni koren od 9 in torej je 3. Sedaj, podobno kot smo videli zgoraj, v primerjavi s tem, zdaj naredimo podobno. Logaritem z osnovo 9 od ene tretjine, ja, bo minus ena polovica. Zakaj? Ker 9 na minus eno polovico je 1 ulomljeno 9 na eno polovico. Je 1 ulomljeno kvadratni koren od 9, 1 ulomljeno 3 dobimo. Sedaj pogledamo še en zadnji primer, ki je malo težji. Logaritem z osnovo 8 od 4. Zdaj vam povem en način, kako ga rešiti. Drugače bi se dalo ga rešiti s formulo za spremembo osnove pri logaritmih. Ampak tisto vidimo v enem drugem videu. Torej, zdaj kako lahko razmišljamo, da 8 moramo priti do 4. 8 je osnova. Ja, zdaj tako direktno ne, ampak lahko nam pride na misel, da tretji koren od 8, torej kubni koren od 8 je 2. Samo tukaj zdaj smo na 2, tukaj je 4. Ja, prav, moramo še dati na drugo. Tukaj 2 na drugo in dobimo 4. Ampak, zdaj se moramo vprašati, 8 na kateri eksponent je to? Korenski eksponenti grejo v imenovalec. Ta gre v števec, torej je 8 na 2 tretjini. Torej tukaj dobimo 2 tretjini. 8 na 2 tretjini, 2 gre sem ali pa tukaj 8 na drugo in ta 3 je korenski eksponent. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.